Ninja imamo tudi danes tukaj, vidiš? Aha, pazi punca, kva delaš? Amsterdam. A veš, zakaj sem tukaj? Volkswagen me je povabil sem, ker se bo danes, čez dobro uro pa pol, zgodila svetovna premiera in sicer avtomobila, ki ga je Volkswagen poimenoval T-Cross. A to veš, kaj je za en avto? Ok, te takole vprašal, a T-Roc veš, kjer je, ne? Ta majhen SUV od Volkswagena. No, T-Cross mu bo pa zelo podoben, samo da bo še malo manjši. To je to za zdaj, jaz se idem stušat. Pa gremo pa kaj. No, tako, če nam avto ne pokažejo, so pa druge stvari že razkrite, recimo mere, a vidiš? Da avto bo visok švoh 1,60 m, dolg bo pa, poglej, 4 metre, 10 cm pa drobiš. A ja, pa kufra, vidiš, tega bo za 385 do 455 litrov. Zakaj je ta razlika od 385 do 455 litrov? Jaz predvidevam, da bo druga vrsta klopi pomično vzdolžno, pa da boš tukaj lahko dobil par litrov. Stari, kakšen oder so pripravili, pazi to. Real honor and pleasure for me to introduce to you the design of our newest member of the T family. Sharon, well, great to have you here. We are really happy that you are joining us tonight. Well, it's a pleasure. Thank you so much for having me. No, zdaj pa tako. Ta prva stvar, ki smo jo na tiskovki slišali, oblikovalci so na vse pretege hvalili proporce. A veš zakaj? Zato, ker sta sprednja in zadnji previs ful kratka, zato, ker je pokrov motorja, glede na to, koliko je avto pravzaprav kratek, kompaktn, razmeroma visok. In zato, s kjerkoli kota ga pogledaš, zgleda tak nabit, mišičast, ogromne nevsebnosti ima. Zdaj recimo poglej sam bok, že ta ni dolgočasen, pa še tele karoserijski zavihki tukaj na pokrov motorja. O tem govorim. Daj ne mi reči, da tole ne zgleda dobro. Ne samo, da je fejst mišičast, tudi razmeroma oster deluje in to je zaščiten znak, ki pride do oblike teh sodobnih Volkswagenovih SUV-ov. Predvsem Touarega. Sej, ko pogledaš tega od spredi, daj ne mi reči, da ne zgleda kaj en baby Touareg. Kaj pa ti misliš? A veš, tudi zaradi kromastih letvic, ki se vlečejo od enega konca avtomobila čez celo masko do drugega. Pa tudi tukaj na zadnjem delu mu karakterja ne manjka niti malo. Vidiš, je tudi prvi Volkswagenov SUV, ki ima tako zgleda luč od tega pa do unga konca, samo da tole v resnici vmes ni luč. No ja, je svetlobno telo, ker če van posvetiš, se svetlobo odbije nazaj, ampak ko stisneš žlajfo, takrat pa nič ne zažari. Mislim, zažari tukajle, pa tamle v luft. Pa tale malo bolj oštar, vidiš, kaj piše na tablici, gre za airline model, imajo pa vsi po vrst razmeroma velika kolesa. A veš, kolesa so pri avtu ponovadi velik del tistega, ker avtomobilu da malo bolj tak močen karakter. Zdaj pa že počasi caj, da se jaz not usedem, a? Stari. Najmanj, kar lahko rečem, je to, da je zanimiv. No in s takimi detajli, s takimi živimi barvami bo Volkswagen probal ta avto malo popestriti, drugače pa v osnovi okolje, ki ga od levega do desnega konca že kar dobro poznamo. Poglej, tukaj imaš razstavljene različne stile, tukaj pridemo do materialov oziroma do tega, kako bo lahko prekrit sedež. Tole vidiš, to so pa vse feltne. Glej, gospod si bo zapisal pa vse barve, vseh skupaj vidiš je 12. Glej, ko je vesel, kaj not sedi. Ta stric ga pa slika, vidiš? Vesel, slika, vesel, slika. A koliko je prostora tukaj zadnji te zanima? Vse veš, 1,75 m sem velik, pred mano je sedel voznik, ki je avto sem pripeljal, ki je bil približno isto velik, kot jaz. Prostora za kolena imam pa tokle, koliko je to? 10 cm? Pa še eno stvar sem pozabil povedati. Druga vrsta je, tako kot sem od začetka predvideval, vzdolžno pomična. Ne, zdaj to. Spravo, da greš lahko za... Preščipnil sem si roko. Po moje tega le pomika za ne 15 cm. Pa, ko že malo gledam zdaj tukaj v drugi vrsti, veš, kaj imaš tukaj? 2 USB vhoda. Pa lej to, 2 tudi spredi, stari, to pa ni kar tako. Pa še en podatek, ki tudi približen ni zanemrljiv. Varnostno je kar vrh, ki prije do svojega segmenta. Ima kupenih pomagal, ki so že v seriji tukaj, recimo lane assist, pa gleda mrtve kote, pa sam zavira, če je treba, pa pešce prepoznaje, pa kup stvari, ki jih valjda lahko še dokupaš, radarski tempomat, pa kva že še.
pa sistem, ki te opozori, če si preveč zaspan. Pravzaprav sem enako odtenek kot avto v tem trenutku. A veš, kjera stvar mi je bila pa od vsega skoraj najbolj všeč? A veš, Volkswagen je nekako uspel združiti resničnost z virtualno resničnostjo. To pa na tak način, da je ena kamera snemala avto, ki je bil tukaj, in ta isti avto je bil tukaj na zaslonu oplemeniten z različnimi animacijami, pa se jih sploh ne znam razložiti. Po mojem najboljš, da si pogledaš tale klip. In the interior, where the T-Cross is practical, spacious and versatile. I'm certain that design packages and of course the airline. A je dosti kljuke, no? Ninja imamo tudi danes tukaj, vidiš? Aha, pazi punca, kva delaš? Pa motori, te sem pozabil povedati, na voljo bojo 3 bencinski, 2 izvedbe z 1.0 motorjem, skoliko že 95 ali pa 115 konjev, ali pa 1.5 TSI, 150 konji, pa še 1.6 dizel s 95 konji, to bo osnovna izbira. Pa mogoče odgovor na še en dosti pomembno vprašanje, zakaj se je Volkswagen sploh odločil narediti ta avto? Zakaj, da bomo imeli še enega SUV-ja, ki se začne na črko T? Stari, ne. V 10 letih bo tale segment majhnih, kompaktnih športnih terencev prodajno še enkrat močnejši, kot je danes. Skrajni cajt, da so noter stopili. Veš kaj, zdaj sem si ga pa že malo zaslužil, kaj pa ti praviš?